Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. Sodišče v Münchnu je nekdanjega pripadnika jugoslovanske varnostne službe Josipa Perkovića in Zdravka Mustača, ki so jima sodili zaradi sodelovanja pri umoru hrvaškega izseljenca Stjepana Đurekovića v Nemčiji leta 1983 obsodila na dosmrtni zapor. Sodišče jo je spoznalo za kriva zaradi njune pomembne vloge v hrvaški službi, državne varnosti ali pa bolj ponarodelo v UDBI. Dober poznavalec tega primera, pa tudi naše polpretekle zgodovine, je naš tokratni gost, Roman Leljak. Roman, živjo. Lep pozdrav, živjo. Veliko bo zapovedati, tudi sami ste delno ali pa kar precej sodelovali z nemškimi sodišči, manj, kolikor vem, slovenskimi, ne? Ja, v slovenskem v tem primeru v bistvu ne. Ja, zadeva v Münchenu je končana. Končana je v bistvu tako, kot smo tudi vsi tisti, ki smo sodelovali zadnji 2 leti zraven, tudi pričakovali. Bilo je dovolj obremenilnih dokazov, s katero se je dokazalo, da sta oba sodelovala v pripravi, organizaciji in tudi v izvedbi tega umora. Sam sem se v zadevo vključil leta 2014, ko me je raziskovalec Božo Vukušić prosil, če bi malo pogledal okoli Đurekovića, ker tudi v arhivu Republike Slovenije, da pač nemške preiskovalne organe zanima, ali je možno kakšen dokument najti tudi v Sloveniji, ki bi pač pomagal razčistiti oziroma osvetliti zadevo, glede na to, da je v vladi Janeza Janša bilo arhiv Republike Slovenije odprt in tudi gradivo UDBE je bilo od leta 2006 odprte, kar pa na Hrvaškem ni bilo. Zato sem pač začel leta 2014 malo bolj podrobno pogledovati to leto 1983 in moram povedati, da mi je uspelo najti kar veliko dokumentov, ki so zanimali nemške preiskovalne organe in sodišče. Predvsem mislim na dokumente, ki so govorili o strukturi, organizaciji in logistiki delovanja UDBE kot takšne, če uporabljamo ta izraz, v službo državne varnosti. In pri tem sem našel pomembne dokumente od tega, da so imeli pravilnik o delovanju UDBE v tujini, da so imeli navodila o uporabi metod in sredstev v tujini, navodilo o formiranju posebne skupine A, ki se je ukvarjala z likvidacijami v tujini, in še nekaj drugih dokumentov, ki so jasno govorili, da je UDBA pri svojem delu uporabljala tudi takšne metode dela, kot so bile ugrabitve in likvidacije. In to je bilo jasno zapisano in jaz sem pač te pravilnike in dokumente potem konec leta 2014 predal nemškim organom. Nekateri poslušalci se bodo spomnili. Za tega sem potem imel velike probleme v Sloveniji. Zakaj? Zato, ker je tožilstvo Republike Slovenije celo začelo po uradni dolžnosti preverjati, ali sem s tem storil kaznivo dejanje vohunstva v korist tuje službe. Nemške. Torej nemške, ker da sem odnesel dokumente in seveda tukaj po mene sem imel zelo velike pomisleke, celo smešno mi je bilo, namreč dal sem dokumente neke države, ki je več ni bilo. Bivše Jugoslavije, dokumente in dal sem nemškim preiskovalnim organom v zvezi z zločinom. Tukaj so me pa v bistvu preverjali oziroma preganjali zaradi vohunstva v korist nemške službe. Nemško službo ni zanimalo niti en dokument iz samostojne Republike Slovenije, da bi lahko saj bilo nekaj takšnega. Sicer pa smo že takrat živeli v Evropi in saj politika gleda, da je to neka skupna država in razumem, da se tudi v
raziskovanje takih zadev moramo obnašati evropsko, razumeti evropsko in ne moramo biti gledati na ta način, da so ti dokumenti samo slovenski. To so bili dokumenti jugoslovanski, ne pa slovenski. Ne. No, se mimogrede, Nemci, nemško sodišče, pa tudi Evropa na nek način je imelo kar nekaj težav, da jim je Hrvaška izročila Perkovića in Mustača, ker sprva ga niso želeli, ampak so potem popustili. V Hrvaški je pač podoben problem kot v Sloveniji. Pač te duhovi te naše skupne Jugoslavije še vedno živijo globoko med nami in ti ljudje so na nek način zaščiteni in mislijo, da lahko to še vedno držijo, ta status še naprej. Nažalost ga tudi držijo. In Hrvaška seveda ni hotela, celo so spreminjali zakon 2 dni pred vstopom v Evropsko unijo. To je seveda prišlo do zelo negativen odziv, je to imela v Evropi in Hrvaška ima zaradi tega postopka proti tem dvema še danes probleme. Tako da moram pa povedati, da tudi v Sloveniji je zelo podobna primer. Mogoče, če se potem malo spomnimo to zadevo, ki trenutno teče v Salzburgu zaradi ugrabitve Stjepana Crnogorca, ki ga je izvedla 72. leta slovenska udba pod vodstvom Silvo Gorenca. Ravno že 2 leti potekajo nerazumljive konflikti med Ministrstvom za pravosodje Avstrije in Ministrstvom za pravosodje Slovenije, med policijo avstrijsko in policijo slovensko, v kateri slovenska stran zavlačuje s postopkom, čaka zadnji dan po zakonu v 30 dni, da odgovori na postopke in podobno. Samo da bi se doseglo, da mogoče kdo od teh osumljenih oziroma obtoženih prej zapusti ta svet in da ne bi prišlo do postopka. No, in če se vrnemo zdaj nazaj na primer Perković, Mustača, kaj se je pravzaprav dogajalo? Zdaj Stjepan Đureković je bil res kruto, nasilno, zelo grdo umorjen v Nemčiji, torej na ozemlju neke druge države. Đureković je bil en od vodilnih ljudi v zagrebški ENI, se pravi podjetju, ki se je ukvarjalo z prodajo naftnih derivatov v bencinskih pumpah, tudi danes se ukvarja s tem. In leta 82 nastane, ko je ENO v bistvu vodil sin od Josipa Broza Tita, Mišo, in nastanejo veliki koruptivni posli. Takrat začnejo ustanavljati podjetja INE v vseh evropskih državah, od Liechtensteina pa do vseh ostalih državah. In kompletno nabavo nafte prenesejo na te offshore podjetja, ki pa glede na tisto zakonodajo takratno, pač jugoslovanska podjetja takrat niso mogla ustanoviti podjetje kot javno podjetje v tujini, ker pač to ni šlo, so pač ti direktorji to podjetje ustanovili ime INA, ampak ustanovitelji so bili pa oni osebni kot fizične osebe in to se je običajno potem sprovedlo v papirjih, da gre za 100% zasebna podjetja teh direktorjev INE. In v takem vzdušju, v tej korupciji je vseeno prišlo nekaj do preiskovalnih organov takrat v Jugoslaviji in proti 28 ljudem so začeli postopek, kazenski postopek. Moram povedati, da proti vsem, razen proti sinu od Mišota, ki je pač bil najbolj odgovoren za to zadevo. Ker je bil pač Titov sin. Đureković je bil komaj 17. na seznamu preiskovanih od tistih 28. Tako da ni bil oseba, ki je bil ne vem koliko upleten v te zadeve, ker je pač bil šef direktor marketinga v INI in ni imel takšne pozicije, da bi lahko tudi on registriral kakšno podjetje na svoje ime v tujini. Je pa seveda vedel za te postopke, verjetno se tudi v kakšni zadevi okoristil, ker v bistvu so zadevo ni nobene pomembnosti.
Ni, on se leta 83, v bistvu začetku leta 83 vseeno odloči, da emigrira v Nemčijo, ko si je pač dobil že zvez v tujini in je pač odšel ilegalno iz takratne Jugoslavije in začel tam delovati predvsem kot novinar in kot publicist. Že kot nemški državljan? Ne, kot hrvaški državljan, kot emigrant. Kot emigrant. Kot izseljenec, hrvaški izseljenec. In je v tistih skoraj leto dni izdal 5 knjig, v katerim pač govoril veliko o tem, kako se gospodarstvo razvija kot ekonomist, kako se gospodarstvo razvija v Jugoslaviji, kako komunistična partija v bistvu gospodarstvo na nek način ovira v razvoju in podobno in te zadeve. In seveda vse to takratni UDBI ni bilo po volji. Da ni bil razlog, da je bil ubit ravno poslovanje INE, se vidi to, da je od tistih 28, ko so začeli postopek, proti vseh 28 so umaknili potem obtožbe, tako da nihče ni bil obsojen. Tudi Mišo, ne? Tudi on, ne. In na koncu tudi Đureković je bil umaknjen, žal pa je bil likvidiran. Tako da je on bil bolj likvidiran iz razloga, ker je v tujini začel delovati in kot strokovnjak, ekonomski strokovnjak, kot pač oseba, ki je izgleda zelo odlično povezovala ekstremno, se pravi hrvaško izseljeništvo v Nemčiji, je napisal veliko knjig in je postajal vse bolj verjetno, da bo postal eden od vodilnih emigrantov Hrvaške v Nemčiji. So se pa Jugoslaviji bali, ne? In tega so se pač v UDBI bali in so se odločili za to zadevo. 1983. leta, da pojasnim, kaj se je v bistvu zgodilo. Nadzor Perkovića je vodila hrvaška UDBA in Perković je vodil njegovo zadevo, se pravi operativno obdelavo, BRK se je imenovala. In Perković je bil tisti, ki je predlagal, da se operativna obdelava konča z likvidacijo. Namreč pravila službe oziroma pravilnik, ki sem ga tudi našel v arhivu Slovenije, je doveljal, če ena oseba bila v nadzoru, so imeli možnost na 5 načinov zadevo končati. Prva primer je bil se pravi prijavo in začetek kazenskega postopek, kar je verjetno nekako normalno. Drugi način je bil, da mu predočijo vse tisto, kar je naredil in da ga poskušajo pridobiti za sodelovanje. Tretji način pa je bila fizična likvidacija, se pravi, da se zadeva konča tako, da se objekt, ki ga nadzoruje, fizično likvidira. Četrti način je bil izgon iz države. To pomeni, to je običajno bilo za tiste, ki pač so bili tujci, pa so živeli v Jugoslaviji, takrat je bilo verjetno način izgona. Tudi primer je zadevo Bolgare, ki si jih obsodili po zaporni kazni. Pa izgon, ja. In 5. način je bil v bistvu, da se zadeva konča brez kakršnega koli efekta, mislim, cilja. Nažalost, Perković je takrat predlagal zvezni UDBI, ki je morala zadevo odobriti, to pa je vodil takrat Mustač. Pravilo službe o medsebojnih odnosih med republiškim in zvezno UDBE govori o tem, da se specialne akcije vedno na predlog republiške UDBE odobri zvezna UDBA. Še dalje pa novi pravilnik govori, da pa zvezna UDBA mora dobiti odobritev od Sveta za varstvo ustavne ureditve, ki SFRJ. Tistega je pa 83. leta vodil Dolanc, Stane Dolanc. Krasničan Dolanc, Stane Dolanc. Tako da je Stane Dolanc dal tisto zeleno luč. Zeleno luč je potem prenesel Mustaču, Mustač je pa dal zeleno luč Perkoviću in potem je stekla akcija. Potem so morali pa izvršitelja poiskati, ne? Potem pa so seveda v projektu same likvidacije pa so potem na različne načine, ali so za to uporabili sodelavca, se pravi tiste ljudi, s katerimi sodelujejo, ali pa so z uvedbo z 80. letih, ko v bistvu te notranje zadeve prevzame Dolanc,
je Dolanc pač menil, da so takšne akcije nevarne za sodelavce, da sodelavci v bistvu niso ljudje, ki bi lahko take zadeve izvajali in da je boljše, da Udba za te zadeve uporablja kriminalce. In jih tudi plača, ne? In jih seveda bogato plačuje in to se je potem tudi Mimogrede, spomnimo se včasih vodjo navijačev Crvene zvezde Arkana, pa potem tudi tisti, ki je sodeloval v vojni, Hrvaški, Bosni in posod, ne, se že mrtev, ne? On je bil eden tistih tudi, ne? Likvidatorjev, kako? Arkan je bil seveda več kot 10 let človek, ki je pač za Udbo delal tiste najbolj umazana dela. Mož Cece. Mož Cece, na koncu kot ste videli v zadnjem enem dokumentarnem filmu, ki so ga predvajali na Hrvaškem, ker ta hrvaška vojna se je v bistvu začela na nek način med tekmo med Partizanom in Dinamom v Zagrebu, ne. Navijače iz Beograda, ne, iz Partizana je takrat v Zagreb pripeljal prav Arkan. In to se vidi na posnetku, da je bil zraven in da je pač iz njegove pobude tisti spori prvi začeli, ki so potem uvedli v vse to, kar se je dogajalo. In kdo so bili tisti, ki so umorili Đurekovića? So znani? Ja, kako je prišlo do umora? No, v bistvu je umor v bistvu bil dogovorjen na ta način, da so sodelavci najprvo pripravili teren. Se pravi, objekt kot takšen, če ga imenujem v njihovem žargonu, so nadzorovali in v okolico Đurekovića pripeljali kup sodelavcev, ki so dnevno gledali njegove življenjske navade. Kdaj gre v tiskarno, kdaj vstane, kdaj gre na zajtrk, kdaj gre tisto. In to so pridno počeli skoraj 2 meseca, tako da so res za vsak dan vedeli njegove življenjske navade. In potem so poiskali tisto najbolj kako bi rekel, najboljšo varianto, da bi to najlažje izpeljali. Vedeli so, da je to, da vsako jutro odide v tiskarno, ker je bil blizu, ker doma ni imel skladišče knjig, ker je sam nosil knjige na pošto in da vsako jutro spakira te knjige na pošto, da bo svojim kupcem poslal. Tudi to jutro je pač šel v tja noter, predtem so seveda si Udba nadela ključ. Sodelavci so pač vzeli ključ, ga nadeli novega, ta je dal Sindičiću, ki je pač zadevo izvedel, še s pomočjo še 2 in so zadevo. In ko je tisto jutro prišel, so ga v tiskarni čakali likvidatorji in so v bistvu z streli, z topim orožjem, sekiro razbili z glavo in tako dalje. Očitno so verjetno najprvo z sekiro, koliko se da razbrati, in ko so videli, da pač ni tako hitro umrl, kot bi so načrtovali, so to pač naredili še strelnim orožjem. Zelo kruto je po tistih slikah, kar sem jaz videl, izgledalo. Tudi na HTV so pokazali. Ampak gledajte, Udba ni zbirala način, spomnite se samo družine Ševo pri Benetka v Italiji 72. leta avgusta, meseca, ravno zdaj bo obletnica tega dogodka, te dni. Ubijalec, tudi Sindičić, v isti zadevi, o istem človeku govorimo, je brez problema ubil gospoda Ševo, njegovo ženo in pa 9-letno hčerko Rozemari. Brez kakršnekoli občutka, vse skupaj. In kaj so potem varnostni organi v Nemčiji po tem umoru ravnali? Ni šlo za njihove državljane, ampak nekoga, ki je živel v Nemčiji. V Nemčiji živel, ampak zločin se je zgodil v Nemčiji in pač Nemčija je pač pristojna država, da o tem raziskuje in so tudi dolžni, da proces speljejo, glede na to, da je umor narejen v Nemčiji, ne glede na to, kdo je umorjen, ali je nemški državljan, kdo drugi. Pravim, zadevo se je vodila vse do leta 2013-14, ko je Božo... Torej ni zastaralo pri njih? Ne, kaznivo dejanje umora pri njih nikoli ne zastara. Ni zastaralnega roka. V Jugoslaviji so pač naredili ti udbaši to, da je bil zastaralni rok za umor celo 25 let. In to se danes pač
krepko kaže. Krepko se kaže, da oni pač nikoli ne odgovarjajo, zato ker po ustavi slovenskem lahko izbirajo tisti zakon, ki je za njih najbolj ugoden. In ta je. In seveda je ugoden tisti, ki je 25 let. In se, kar se je zgodilo v Hudi jami, pa še kje druge, ali pa potem poboje je zastaralo. No, in takrat so potem Nemci že Nemci so potem seveda raziskovali in niso imeli dovolj informacij, da bi začeli postopek. Sumilo se je, da je to naredila UDBA, ampak ni bilo pa dovolj podatkov. Siničiča so sicer prijeli, kot takšnega tudi obsodili na dosmrtno ječo, ki jo je že odležal in pač možnost tudi pri dosmrtni ječi ima predčasni izid iz zapora in Siničič je malo pač sedaj zunaj prost. Aha, je že zunaj. Je že zunaj, ja. Pač prestal je večino te kazni, imajo neke zakonsko določbo. Je tudi obremenil koga? In on je zdaj v tem postopku v bistvu bil tisti, ki je zelo jasno in povedal, da mu je Perković dal ključ, ki ga je on podal dalje, da je vse to dogovorjeno in da je s Perkovićem bilo, da je bil tisti, ki je pač organiziral vse skupaj, tako da je zdaj sodišče pač z lahkoto sprejelo takšno oceno, kot jo je sprejelo in tudi sodbo, kot je bila sprejeta. Sta oba imela, tako Mustača kot Perković, izjemno uspešnega odvetnika, ne? Jaz bi tako rekel, jaz sem bil v tem postopku 3 dni, sem pričal v Nemčiji. Imel sem ne status priče, ampak status izvedenca, kar je malo više, razred više. In moram povedati, da me je razočaral ta odvetnik Nobilo. Odvetnik Nobilo je sicer znan kot neki, kot pri nam nekateri odvetniki, o kateri vsi govorimo, v resnici pa včasih ni tako. Včasih nam boljše pomagajo odvetniki, ki nimajo nekih zvenečih imen. No in Nobilo je, ko sem pač jaz pričal, oziroma da podajo to izvedeniške mnenje, predvsem v zakonih, pravilnikih in navodilih, o katerih je delala UDBA, na vsak način skušal me speljati na način, da bi jaz povedal, da je bilo možno, da to ni naredila UDBA, ampak vojaški KOS, kontraobveščevalna služba, organi varnosti JLA. Jaz sem v bistvu dokazoval, da organi varnosti niso imeli teh pristojnosti, ne zakonskih, pa niti ne kadrovskih. Potem, ko je videl, da s tem ni uspel, potem je sodišče želel prepričati, da je vse to narejeno zaradi tega, da je vse to naredila zvezna UDBA in da republiška UDBA s tem ni imela ničesar, nikako trak. No in zdaj na koncu je v tretjem delu svoje obrambe, se pravi tretjič je spremenil obrambo in začel govoriti o tem, da je v bistvu Đureković bil agent nemške obveščevalne službe in da je tukaj prišlo do umora. Se pravi, on je iz enega kupa šel na drugi, na tretji in mislim, da popolnoma nepravilno vodil obrambo teh dveh Perkovića in Mustača. Jaz sem bil v tistem času na morju na Hrvaškem, veliko so o tem poročali, zadnji teden je bilo veliko teh zapletov, sodnika izločiti pa tako naprej, ampak nemško sodišče ni to nič upoštevalo in na koncu ni bilo presenečenja, ko je sodnik razsodil dosmrtno ječo. Ni bilo, zato ker smo... Vi ste bili takrat v... Ne, jaz sem bil takrat v studiu Hrvaške televizije in smo v bistvu z profesor dr. Josip Jurčevićem iz Hrvaške, ki v bistvu se ukvarja s to tematiko kot jaz. To se da tudi na spletni strani še vedno poiskati. Tako je. In smo v bistvu komentirala dobre 2,5 ure te dogodke okrog te sodbe. Moram povedati... No, komentirali ste to na hrvaški televiziji, takrat neposredno, ko je sodnik dal kazen, ali pa senat, v Sloveniji, pa koliko sem jaz to spremljal, največkrat pride na televizijo, če že, v tem primeru Igor Omerza, vaš prijatelj. Za vas je pa nekako, vi ste pa bolj kot ne persona non grata, Jaz pač vhoda v slovensko televizijo nimam.
Igor Omerza je tisti dan bil poklican na televizijo, mislim, da me je tisti dan 10krat, 12krat smo se slišali po telefonu, me je Igor poklical. Igor Omerza ni delal na zadevi Đureković in te zadeve ne pozna. Na koncu jaz sem bil tisti, ki sem pričal v Nemčiji in zadevo dobro poznam. Seveda sem pa mu pomagal na ta način, da sem mu povedal neka zadeve, ki so se dogajale, da je potem v Odmevih potem sicer Igor Omerza odlično nastopil in je v redu pojasnil zadevo. Seveda je pa zanimivo, da pač, ker bi bilo najbolj novinarsko logično, da pokličajo mene, ampak za mene ta prostor ni odprt in verjetno nikoli ne bo. Recimo, da smo mi zdaj saj delno popravili zadevo. Ja. Nismo nacionalni mediji, ampak vseeno bodo tole lahko videli tudi drugi. Zdaj, takrat v Odmevih je Igor Omerza kar nekaj slovenskih imen, bivših udbovcev, ki imajo še zdaj, so dečki v ozadju, ali pa gospodje v ozadju, ali pa v spredju omenil. Verjetno je bilo to precej odmevno, pa glede na naše razmere, jaz še vedno mislim, da tudi precej hrabro. Glede na to, da pri nas, koliko sem jaz razumel, sodišča ne bodo začela kakšne postopke proti omenjenim za umore starejše od 25 let. Ne? Ne, vsekako, da ne. Potrebno je vedeti, da je tožilec v Nemčiji pač povedal in javno tudi na ta dan izrekel, da je v Nemčiji še 15 primerov, v kateri Nemčija želi, da te zadeve razčisti. Ne da želi, ampak so po svoji zakonodaji dolžni, če pridobijo informacije, v kateri se da videti, da je nekdo bil naročnik ali pa ubijalec, so oni dolžni to preveriti, ne glede na zadevo, ali gre za zadeva iz 50., 60., 70. ali pa iz 90. leta. Za Slovenijo, Avstrijo je bila pa bolj kot ne zadolžena slovenska udba, zaradi tega. V glavnem pa moramo vedeti, da je v Nemčiji največ poslov kontraobveščevalnega delovanja, operativnega delovanja izvajala prav slovenska udba. In jaz osebno sem v eni zadevi že bil zaslišan. Gre za umor iz leta 1968. leta, ko je slovenska udba prišla v redakcijo časopisa Hrvaški tjednik in so tisti dan ubili 3 novinarje, odgovornega urednika Krešimira Tolja, Rukavino Ivo pa Marinčič Ivana. Vsi 3 so bili likvidirani v uredništvu. Nekaj podobnega, kot smo leto dni nazaj gledali v Franciji. Popolnoma ista zgodba. Za ta primer sem v arhivu Republike Slovenije našel dokumente, katere je podpisal Silvo Gorenc, v kateri jasno piše, da so 3krat poskušali priti v to redakcijo. Prvič v septembra 68. leta, potem oktobra, ker je celo Gorenc napisal, da so se v zapisniku napisal, da so se umaknili na zahtevo Silva Gorenca. Naslednji mesec, oktobra, so pa potem prišli in so vsi 3 ostali ležali mrtvi. Celo piše v dokumentih, da je načrt za izvedbo akcije pripravil Milan Dorić Hanzi, njegovo osebno ime omenjeno, on živi v Nemčiji. Silvo Gorenc živi v Krškem v Sloveniji, vsi 3, oba sta živa, dokumente o tem imam in verjetno bo to prva zadeva, ki bojo sedaj Nemci sprožili proti jugoslovanski udbi. Tam to ni zastaralo. Tam to zadeva ni zastarala, ker nima absolutnega zastaralnega roka, umor ne poznajo zastaralnega roka in so pač Nemci bojo to storili, ne samo, da morajo, so tudi dolžni po svoji zakonodaji. Pri nas je to zastarano, pa lahko državni zbor z 2/3 večino spremeni ta člen. Bi se dalo to, da ti umori, poboji ne zastarajo? Mi že po sedanji zakonodaji, brez kakršnekoli spremembe zakonodaje, lahko preganjamo ta kazniva dejanja kot nezastarana kazniva dejanja, s tem, da jih ne moremo preganjati kot posamezne umore, ampak kot načrtno hudodelsko dejanje, ki je imelo za cilj ene politično stranko vojnice skupaj, se pravi, imamo kaznivo dejanje hudodelstva,
In civilnega in vojnega, ki nikoli ne zastara. Se pravi, če bi tožilstvo hotelo in dokazovalo, da je UDBA delovala iz teh pozicij hudodelcev, potem tudi to ne bi zastaralo. Če bi želelo. Če bi želelo striktno spoštovati zakon. Je to infiltriranje teh, ki so bili kdaj pripadniki UDBE? Jaz bi takole rekel, če bi naše tožilstvo imelo možnost, da to kaznivo dejanje obrne proti Igorju Mezu, Romanu Lelijoku, pa mogoče še komu, da bi to takoj storili. Ne? Tam bi našli možnost zakonsko, proti tem pa ne. Se pravi, nimamo pa nobene možnosti, da bi tožilstvo prisilili, da o tem razmišlja, ker namreč tožilstvo je samostojen organ, ki samostojno odloča in ni dovoljeno, da se vpliva na njih. Druga stvar je, na primer, v Avstriji, ne? Če se malo vrnemo na ta zadevo Stjepana Črnogorca, tudi tam umor ne zastara. Problem je samo v tem, da je Stjepan Črnogorac v bistvu bil ugrabljen v Avstriji, prepeljan v Sloveniji in je bil umor storjen v Sloveniji. Se pravi, Avstrija pač ni pristojna vse skupaj. Ugrabitev v Avstriji zastara v 20 letih. Ampak v členu lepo piše, da če je ugrabitev narejena in kot posledica ugrabitev je nastal umor, potem tudi ugrabitev ne zastara. Avstrijsko tožilstvo se je hotelo, predvsem zaradi poročil in sodelovanja z slovenskimi preiskovalnimi organi in pravosodjem, pač sedaj izgovarjati, da tudi smrt ni potrjena, da ne vemo, kje je truplo in da ne moramo govoriti o ugrabitvi kot posledica smrti, če ne vemo sigurno, če je Stjepan Črnogorac umrl. Se pravi, danes slovensko pravosodje in slovenska policija Avstrijcem govori, da je Stjepan Črnogorac še živ in da to kaznivo dejanje ne morejo tako obravnavati. Mi seveda dokazujemo, da Stjepan Črnogorac ni živ po 45 letih, mislim, logično za vse, ampak za naše pravosodje to ni logično. In seveda je bil, ampak mi v Avstriji obstajajo nadzorni organi tožilstva. Tudi imajo protikorupcijsko komisijo v okviru notranjih zadev in pa tožilstva. Na to komisijo sem se tudi obrnil in smo tam dobili, sam sem dobil zagotovila, da bojo delali naprej. Isto mi je pisal avstrijski minister, ko sem se obrnil na njega za pravosodje, da zadeva ne bo umaknjena in da grejo do konca, da pa je res, da, kot je minister zapisal, da so zelo odvisni od sodelovanja z slovenskim pravosodjem, kar pa ni lahko. Tako se je izrazil. Kar pa ni lahko. Ja. Mogoče bo prej kakšna vadba. Ja, za izdajo. Zdaj, vi ste pred kratkim lani ali pa mogoče celo letos izdali prvi del Špiclji UDBA 1. To je zdaj v rokah imam drugi del, kjer so objavljena imena sodelavcev UDBE od A do L, do Lelja, kar se malo šali. Šel na konca. Sledi še tretji del, ne? Že čez 2 meseca bo šel še tretji del. Ja, gledajte, jaz sem se pač odločil, da približno 60 000 ljudi v Sloveniji je na takšen in drugačen način sodelovalo z UDBO. Če bi šlo za neko klasično tajno službo, verjetno niti ni potrebe, da take sezname objavljamo in delamo okrog tega karkoli. Ampak glede na to, da je UDBA bila zločinska organizacija, da je bila služba, ki je delovala po navodilih samo ene stranke, komunistične partije, v pravilniku službe državne varnosti lepo piše, da delujejo na osnovo ustave SFRJ, zakonskih, podzakonskih aktov, ki izhajajo iz ustave in skupščine SFRJ. To je pa ta nova knjiga. Tako, skupščine SFRJ in dodana je takoj obvezno alineja že v 1. členu in na osnovo smernic Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije oziroma Republiških centralnih komitejev Zveze komunistov. To pomeni, da je UDBA bila komunistična vojska, komunistična tajna služba in da so ti sodelavci pomagali tej službi, da komunizem ostane tako dolgo na vlasti in da njegove korenine čutimo še dan danes. Ti ljudje so bili del tega sistema
in so seveda skozi to, da so druge enostavno povedano namakali, sami pridobivali bonitete. Glede na to, da vsi vemo, kaj se je zgodilo 45. leta v Sloveniji, ne? 2 dni ali 3 dni nazaj je bila obletnica Nagasakija, atomske bombe. Ne? V 15 dneh so partizani v Sloveniji pobili toliko ljudi, kot da bi na Slovenijo vrgli 3 bombe, ki so padle v Nagasaki. Preko 200 000 ljudi, seveda ne samo Slovenci, tudi Hrvata, ampak toliko žrtev imamo mi. Tudi pripadnikov, četnikov. Vsega ostale. Ampak preko 200 000 ljudi je umrlo tukaj v Nagasaki, vemo 74 000, to se pravi skoraj 3 za 3 atomske bombe. Tistega se spominjamo. Tega pa ne. Nažalost, tega pa ne. In treba bo to našo zgodovino drugače razumeti. Treba vedeti, da so na koncu partizani pobili bistveno več Slovencev, kot pa naprimer Nemci kot okupator. Ampak ne bomo danes o tem. Hotel sem povedati nekaj drugega. 45. leta nažalost umre tako imenovan srednji razred. Se pravi ljudje, podjetniki, gospodarstveniki, ki so tudi med vojno in predvojno in po vojnem času pač delali naprej. Tudi v vojnem času je potrebno priti do kruha, do soli, do sladkorja in to so ti ljudje delali. 45. leta so nažalost ravno ti bili najbolj na daru in so v večini izginili, pokopani v neznanih jaških jarkih in podobno. In seveda potem je ta sistem jugoslovanski začel delovati in so kaj kmalu ugotovili, da se pač na lovorikah nekih revolucij ne da živeti in da bo potrebno ponovno vzpostavljati sistem podjetništva mladih ljudi, ki se bojo ustvarjali in tako dalje, da tudi same tovarne ne prenašajo tistega miru v neki državi. Zato so pač izrabili to mrežo sodelavcev. In ti sodelavci so bili tisti, ki so dobili prvi dovoljenja za obrtna dovoljenja, najboljše hiše, najboljše lokacije, kar pa je bilo seveda popolnoma normalno. Namreč sistem delovanja Udbe v pridobivanje teh sodelavcev je bil naslednji. Rekli so, če boš delal za nas, ti bomo zaposlili ženo, tvoji otroci bojo dobili šolnino in tako so to kot nekako vrtljiva vrata širili in smo dobili en novi sloj ljudi, ki seveda v bivši Jugoslaviji ni imel nobenih problemov, ker so imeli vse, kar so hoteli. In zato je teh 60 000 ljudi za Slovenijo zanimivi, da povemo, kdo so tudi tisti. In ko pogledate tole knjigo Špiclje 1 in pa seveda zdaj Špiclje 2, pa tudi zdaj Špiclje 3, ko boste in ko najdete ime in priimek in ko se boste v vašem mestu okolju obrnili, boste videli, da je to najboljša hiša v mestu, da je to človek, ki je najbolj spoštovan v kraju, ki je na vseh volitvah, tudi teh 25 letih zmagoval in podobno. Se pravi, ki so se ustvarili neko sliko v sebi, čeprav v ozadju je na račun drugih in veliko slabega v ozadju. Ja. To je pa zadnja, ne? Še čisto sveža. Ja, tale knjiga pa je kot ročno narejena. Naslednji teden izide, je dvojezična, v bistvu uvod in to je dvojezičen, vse ostalo je pa v tistem srbo-hrvaškem jeziku. Namreč, jaz ko sem nemškemu sodišču prinesel dokumente, v katerih sem dokazoval, na kakšen način je Udba delovala, kako je koristila ta metode in sredstva, sem v bistvu zdaj te dokumente zložil v tole knjigo, naredil faksimile teh dokumentov, iz katerih se točno sedaj lahko vidi, kako je delovalo po arhivih. Tako, in da vsi raziskovalci, vsi novinari, ki se ukvarjajo s to temo, bojo v bistvu lahko iz teh pravilnikov marsikaj videli. Abecedniki, potem pa lahko naprimer, še naprej. Za zanimivo za slovensko stran bo pravilo službe KOS-a. Kontraobveščevalne službe. Potem imamo navodila o sodelovanju med KOS-om in pa službo državne varnosti. Da vidimo, kako je 90. leta, ko se tudi kaj pravila o obveščanju. Potem je pravilnik o plasiranju obvestil in dezinformacij. Se pravi, tudi pravilnik, kako se plasirajo dezinformacije. Potem je pravilnik, kako se pridobiva sodelavec, v kakšnih pogojih, kaj sodelavec dela, ko sodelavec se pošle, da je sodelavec likvidator, kako mu je treba pomagati, kako ga je potrebno začeti. Tudi komu mora poročati o uspehih. Seveda, vse to imamo tudi pravilnik o poročanju. Vse. Komu pa so, mimogrede, udbovci poročali? Poročali so izključno Centralnemu komiteju republiškemu.
republiškemu. Vsaka republika za sebe. Tako, da morate vedeti, na primer, in jaz stalno povdarjam, tudi danes bom tukaj povdaril, 1983. leta, prej sem povedal, da je UDBA delovala na osnovu smernic Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije in Slovenije. 1983. leta, ko je ubit Đereković, je član Centralnega komiteta Zveze komunistov Jugoslavije bil naš Milan Kučan. 72. leta, ko je bil ubit, ugrabljen po ubit Stjepan Crnogorac, je član Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije bil Milan Kučan. Na Nikola Štedola, ki je bil poskus umora, ki je preživel za 7 metkov v glavi, 87. leta na Škotskem, ki ga je pripravila in celo sodelovala v sami izvedbi slovenska UDBA. V organizaciji priprave je delal celjski odvetnik Rafael Mohorko, ki še zdaj, mislim, da ima to odvetniško pisarno v Celju. Predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije je bil ponovno Milan Kučan. Tako da vemo pa, da so prav ti ljudi bili tudi člani tega posebnega sveta za varstvo ustavne ureditve, ki so davali tisto zeleno luč. In na koncu, da zaključim, Milan Kučan je bil zadnji predsednik Centralnega komiteja Slovenije, bil tudi zadnji predsednik predsedstva SR Slovenije. Svet za varstvo ustavne ureditve v predsedstvu Slovenije je deloval od 70. leta do 90. leta in ni res, da je samo UDBA uničevala dokumente. Vsa dokumenti predsedstva SR Slovenije, kar se tiče sveta za varstvo ustavne ureditve, je dal Milan Kučan uničiti do zadnjega papirja. Niti en papir od tega ni ostalo. In to je osebno dejanje Milana Kučana, za katerega on niti ne pojasni javnosti, še manj pa, da bi kakšni preiskovalni organi ga začeli preganjati zaradi uničevanja državne lastnine od državnega gradiva. Gospod Roman Leljak, mogoče bodo pa vas. Ja, verjetno, ja. Dobro, to sem že navajen. Hvala za obisk v studiu in za to, kar ste povedali. Vam pa tudi hvala za pozornost in lahko rečem, zdaj veste. Srečno.